12.8.16 po kristjanskem koledarju 2016, točno Šmihaj Lekotrip, lokacija otok Pašman, zahodna stran. Spoštovane in spoštovani, čudovita obala, vsaj to, kar je narava ustvarila, ampak tudi tukaj, kjer dejansko ni zelo obljudeno, se smeti najdejo na dejansko vsakem koraku, če se tako izrazim. V teh svojih ekotrip videih vselej, ko sem na morju na dopustu, del obale očistim, pa ne zato, ker bi sam sebe smatral za smetarja, ampak smatram, da je odgovornost in dolžnost človeka, da za planet, na katerem živi, poskrbi, da se v bistvu nauči, kako hitro bi se dalo stvari tudi počistiti, ko bi denimo namesto, da se visi na internetu ali da se gleda neumnosti po televiziji, lotili čiščenja. Skratka, povedati želim naslednje. V nekaj minutah lahko občutno počistiš dober del obale, počutiš se v srcu in v duši mnogo bolje in dejansko storiš nekaj zelo koristnega. Kaj ti? Da se odpadki, samo trenutek, tako, da se odpadki nahajajo na praktično vsakem metru obale, kopnega, našega sveta nasploh bi lahko dejali, razen v tistih res odročnih, ampak verjetno tudi, ko človeška noga zaide tja v kakršenkoli kontekstu, pade kaj na tla, če tako rečemo, nam najda misliti, kako zelo neodgovorni do planeta smo. Še enkrat poudarim, s temi svojimi akcijami, lahko jih kdo opiše kot naivne, nore, kakršnekoli že, mi je povsem vseeno, vam povem v tem videu, pokažem, kako hitro se dejansko lahko stanje, ki je zatečeno, sanira. Človeku dobro dene, vam povem iz prve roke. In apeliram na vse skupaj, da zamenjamo ta človeški, škodljivi človeški egotrip, uničujoči s koristnim naravnim ekotripom, kajti zavedati se moramo, ko hodimo na dopuste, na te lepe jadranske destinacije, kopno, otoke, je skrb za ekologijo tukaj slaba. Če denimo vzamemo v obzir ta otok Pašman, na katerem sem, ne se daj misliti tudi, če daš smeti v koš, da jih bojo odpeljali na sortirnico odpadkov in jih ustrezno deponirali, ampak jih bojo odpeljali na vrh otoka, denimo deponija 3 luke, pišite v Google 3 luke Pašman tkon, in jih bojo enostavno vrgli v naravo, kjer bojo potem z vetrom in tudi z samim drsenjem potem spet prišle nazaj v morje. Skratka, noro. Povem še to za zaključek tega videa. Ko človek počisti tako en del obale, se dejansko pozna, da je drugače, traja zgolj nekaj minut in v glavi, v lastni psihi se zgodi tisti klik, dokaz, da pa ni ta škodljivi egotrip, kot ga jaz imenujem, dominanten, ampak da pričenja prevladovati v zavedanju človeka ekotrip. Skratka, to je bila letošnja ekspedicija na Pašmanu, ekološka. Sem razočaran, ker sem pričakoval na zahodni strani otoka boljše stanje, ampak ne smemo v nekem razočaranju popustiti, ampak se zavedati, da je odgovornost velika in da smo ljudje tisti, ki moramo sanirati planet. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip, ki narekuje uničevanje sveta, s koristnim naravnim ekotripom. Naj se zgodi in to takoj. V tem videu, ki je morski, pa povem še tole. Človek s čiščenjem zunaj dejansko dosega tudi notranje čiščenje in na neki stopnji očiščenje. In notranja čistoča in snažnost je dejansko temelj zdravju.